ljubeznijo se odrekam stvarem, ki mi ne služijo več in jih ne potrebujem. Z ljubeznijo jih podarjam tistim, ki jim bodo služile. Z ljubeznijo trgam sidra, ki me oddaljujejo od radosti. Dovoljujem moči, ki je skrita v mojih globinah, da se razširi na vse telo, na vso okolico okoli mene. Dovolim si začutiti svojo pravo moč, ki je sedaj v meni. In že mnogo drugih stvari in drugih vsebin. Tole je prišlo na mojo mizo nekaj dni nazaj. Sem rekla, krasno, lepa, taka zanimiva knjigica. Takoj me je privlekla, takoj sem nekaj začutila, kakor, tole je pa že na prednosti listi, da preberem. Ampak sem odnehala, ker sem bila v stiski s časom, pa zaradi tega, ker nisem razumela, pa kaj si je ta človek mislil, pa komu ni jasen, pa nekaj moram tako obrniti, pa nekaj moram tako obrniti. In ni mi bilo jasno. A vendarle, čutila sem, da so informacije zapisane tukaj malce drugačne. Pogledam, kdo je avtor. Andrej Karničar. Kako se imenuje knjiga? Su. Kljub temu, da mi same besede zapisane na platnicah in zapisane v knjigi niso tako veliko povedale, pa vendarle je bil občutek tisti, zaradi katerega si prav zares želim prebrati to knjigo do konca in izvedeti vse ostalo. A hvaležna sem, da je danes avtor te knjige Su z nami v naši družbi. Andrej Karničar, lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljena. Zdaj za sam začetek, kakšna je zgodba tukaj zadaj? Od tvojih kolegov sem namreč slišala, da si se podal na eno neverjetno samoraziskovanje, da eni so celo rekli, pa temu se je zmešal. On je pa ni sfuro, on je pa, kaj takega si počel? Ja, skozi življenje si nekako iščemo tisto našo pravo nit, kaj sploh smo in kaj sploh počnemo tukaj. In jaz sem to nekako iskal skozi regresije, skozi ostala srečanja, duhovno potovanje, ki mi prihaja naproti. In moram reči, da sem se odločil za nekako eno regresijo na teden v obdobju enega leta. Izvajal sem jih pri dr. Zagetu v Trstu, ker sem želel neke osebne stvari razrešiti skozi regresijo, ampak kasneje se je pokazalo, da mi je uspelo biti samo eno regresijo v prejšnjih življenjih, tukaj zemeljskih. Vse ostalo se je odvijalo nekje v čisto drugih sferah nam nerazložljivih. In potem je to tako nekako posledično vodilo od tega, da je nastala tudi ta knjiga. To je približno skoraj 100 regresij v enem letu. Ponavadi ljudje, če naredijo eno, je že dost. In vem, da včasih ljudje stvari, s katerimi se soočijo v regresiji, rabijo mesece in mesece, včasih leta in leta, da se sestavijo. Ti si imel skoraj 100 regresij v enem letu. To je res, ja, ampak jaz sem imel mogoče to srečo, da sem bolj ostajal v zgornjih sferah, ki me je vsaka regresija vedno bolj napolnila, vedno bolj me dvigovala, kot da so neki kanali začeli pretakati popolnoma drugače. Mislim, zelo težko razložiti. Kako oziroma na kakšen način prideš v to stanje regresije? V Italiji si to izvajal v samem začetku, kaj ne da? Ja, dejansko gre normalno, da se vležem na terapevtsko mizo, zaprem oči in terapeut, kateri izvaja nas s pomočjo hipnoze, spravi v neko hipnotično stanje, umirjenosti in potem, bom rekel tako, nekako 10% se nekaj zavedamo prostora, kjer se nahajamo, ostalih 90% pa smo v teh drugih sferah oziroma nekje drugje. In kdaj se je pravzaprav zgodil tisti moment, kjer si iz regresije prišel v progresijo? Ja, tukaj je bilo pa zanimivo, ker glih v Trstu, ki sem izvajal te regresije, je bila potem zadnja regresija, v kateri tudi pišem v knjigi, ključnega pomena. Vendar sem hotel priti še globje in sem se odločil pri kolegu Zlatku Šafariču, da grem k njemu še na eno regresijo. Pač me nekaj zamenjamo od terapeuta, da vidimo drugačni pristop. Jaz sem se prepustil vodstvu, da naj mi pokaže to, kaj je najboljše zame. In se je zgodila ista regresija, se je ponovila, ki je bila tudi v Trstu, ta zadnja. Vendar iz te regresije je potem prihajalo vse v progresijo, kar je bilo zelo nekako neobičajno. In kaj se je zgodilo v progresiji, enkrat sem se znajdel pred eno mizo, čudovito, mojega sina Ajona zraven mene, ki jaz nekako podpisujem
malo preveč sentimentalnosti, tukaj za sina, ampak dobro, ki podpisujem knjigo. Videl sem nekako platnico knjige, kako bi naj izgledala. Jaz takrat nisem imel namena knjige pisati. In ko sem nekako poskušal knjigo prelistati in opreti, je bilo vse bolj kot ne zamegljeno. In ta regresija je pustila res en zelo velik, oziroma progresija, zelo velik pečat v meni, na kar sem potem nekaj časa se odločil ali pisati ali ne pisati knjige. Vendar mislim 2015, v zimskem času, sem se odpravil in sedel na teraso v res mrazu in začel pisati. Tako da in pisal tako dolgo vsak večer, dokler enostavno nisem imel prste čisto otrdele že od mraza. In nastala je ta knjiga za tem gradivom, ampak potem sem še nekako potreboval oblikovalca in nekoga, ki bo to knjigo izdal. Ne. In tukaj je potem splet okoliščin slučajno nanesel na prijatelje, ki tudi imajo tiskarno, ki tudi izdajo knjige. Da so potem oni se ponudili, da lahko mi knjigo tudi izdajo in se stvari uredijo. Njihov sin Mark Ražem, mi je dejansko potem tudi začel oblikovati. Pri samem oblikovanju je on nekako želel mojo noto, kako in kaj naj oblikuje. In jaz sem mu pustil odprte roke, sem rekel, gledaj, ti oblikuj tako, kot je prav. Ker sem nekako zaupal in verjel, da bojo zgoraj poskrbeli, da bojo stvari stekle v pravi meri, kot so. Ne. In zanimivo je pa tu ena stvar, kajti 2 dni prednji on meni poslal predogled, grafike in postavitve, sem jaz nekako že dobival informacije, kako bo nekako knjiga izgledala. Meni so se tiste stvari, ki so bile v progresiji zamegljene, začele že popolnoma jasniti. Kristalizirati. Tako je, ja. Tako da Zanimivo. Tukaj, recimo, če pogledava, knjiga se imenuje Su. In potem tudi gledam kazalo, Su zaupa, Su veruje, Su išče in sprašuje, Su dopušča, Su vibrira, Su manifest, Su vizualizacija, Su čustva, Su pomoč, Su priznanje, Su brez strahu, Su zaščita. Kaj je ta Su? Su je zelo težko opredeliti z besedo, ne. Lahko rečemo ene vrste duhovna skupina, s pomočjo katera je zgoraj na tem, ki nekako je ta knjiga prišla tudi na ta zemeljski del. Ne. Se pravi, kot druga civilizacija? Recimo lahko tudi nekaj takega. Zdaj, točno opredeljeno jaz nisem dobil informacije. Ne. Predvsem pa je zanimivo to, da tisti, kateri so brali to knjigo, ker sem jim poslal za prebrati, ker sem hotel njihovo mnenje in videti sploh tja prvi feedback, so zelo zanimive informacije povratne. Ne. Dejansko v knjigi je skritih nekaj ključev, pomeni vsak naj bi knjigo prebiral tako dolgo, dokler ne bo prišel do enega ključa. Jaz žal ključa ne morem izdati, kateri je. Ne. Kajti tisti, ki bo prebiral knjigo, naj jo tako dolgo prebira, dokler ne bo spoznal res tega pravega ključa. In ta ključ lahko potem mi piše, lahko mi kliče in se pogovorimo naprej, kaj točno ta ključ pomeni v njegovem življenju. Ne. Kajti poznam dokaj veliko zdravilcev in jasnovidcev v Sloveniji in tudi sem jih povprašal po njihovem mnenju in vsi so potrdili iste informacije, čeprav se ne poznajo med sabo. Ne. Se pravi, kaj je ključ tega? Tako. In nočeš nam povedati? Ne, žal ne morem povedati, ker potem bi vsa bit bila izgubljena. Ok, v redu. Se pravi, tukaj noter je en ključ, ampak ne pade ven kar takle, a ne? Treba je prebrati. Tako je. Treba je prebrati. Kdaj priporočaš branje te knjige? Zvečer, ko se umirimo, zjutraj, ko smo še sveži? Jaz bi rekel, da takrat, ko začutite, takrat, ko vas pritegne. Ni nobenih navodil, kdaj jo treba brati, kdaj jo ne brati. Enostavno, ko jo začutite, jo odprete tam, kjer želite, ali pa še enkrat od začetka. Dejva tole zdajle narediti. Cep, cep, tole je zdajle namenjeno. Vdih, izdih. To je zdajle namen. Vdih in izdih. No, se to bi tudi lahko bil ključ. Pri pisanju te vsebine, kar nekaj različnih vsebin je tukaj notri zajetih, vse govorijo oziroma preko katerih lahko pridemo do nekega ključa. Katero poglavje je bilo tisto, ob katerem si začutil največji preboj oziroma kjer si čutil, da nekaj posebnega je? Ker absolutno to v enem delu knjige je. Ja, to je da poglavje odpuščanja. Ne? Odpuščanje. Ker mislim, da danes ljudje zelo, zelo težko odpuščajo stvari. Ne?
In tudi jaz sam pri sebi, bom rekel tako, je bil tisti velik preboj pri meni, pomeni odpuščanje nekih stvari skozi knjigo. Lahko tudi rečem, da knjiga je neke vrste tudi moj terapevtski pripomoček pri mojem osebnem razvoju naprej. Ne. Andrej, kaj je bil osnovni vzrok, da si se podal na regresijo? Na to pot, letno pot skoraj 100 regresij. Kaj je bil osnovni vzgib? Osnovni vzgib, bom rekel tako. Žal pri mojih 11 letih je moj oče naredil samomor in neke stvari kot otrok, ki jih zabrusiš v jezi nazaj staršem, sem jih tudi jaz tako njemu zabrusil nazaj in žal potem nisem imel priložnosti več nekako izreči opravičila oziroma kesanja do tega, kajti žal je bilo že prepozno. In zato sem želel nekako priti spet v ta ponovni stik z njim, da te stvari razrešim, ki so dobesedno sem jih nosil od mojega 11. leta skozi sabo. In so bile zelo težavne. Je eno breme, ki se ga zavedaš, ki ga poskušaš nekako odvreči po vseh metodah in vseh tehnikah, vseh znanju, ki ga imaš in vidiš, da ne gre. Ne. In tukaj je potem bilo res, regresije so bile tiste, s katerimi sem želel to razrešiti. Ne. In moram reči, na začetku mi ni kazalo najboljše, da bom to razrešil. Nekje šele na polovici se je pa tukaj potem začela stvar kristalizirati in tudi v zgornjih sferah smo se nekako srečala in je bilo res. A si mogel tudi ti odpustiti svojemu očetu? Seveda se to pravi glih odpuščanje. Ne. Kajti kot otrok, če gledamo tako, kot otrok imamo vedno neke zamire, neki zamirimo staršem. Mislimo, da so oni krivi za našo nesrečo, vendar moramo razumeti, da oni naredijo v tistem primeru najboljše, kot le lahko. Kajti take informacije imajo in drugačnega znanja ni. Ne. In ko enkrat prijemo tega spoznanja in do res tega globokega odpuščanja na samih, potem se odvalijo velike skale z nas. Hvala, ker si omenil ta osnovni vzgib, ki se je začel s samomorom, kajti o tem se ne govori, ampak v Sloveniji težko najdeš družino, kjer se nekomu izmed družinskih članov, ožjih, daljših, širših, ne bi zgodilo ravno to. Ja, v Sloveniji je tega res veliko. Ne. Sploh pa recimo tudi jaz vidim zadnje čase v kraju, z katerega prihajam iz Rogatca, recimo zadnje čase je vedno več. In kajti vse to je normalno, če gledamo. Ne. Pritiski okolice, pritiski družbe, pritiski služb, vsa ta norija za časom oziroma za denarjem, za materialnim svetom nas dobesedno bo pogubila, uničila. Ne. In tukaj glih knjiga je zato, da tudi ni pisana normalno, tudi pisana je s tem, kajti pisanje oziroma branje je naš prvi program, ki nam ga družba ustavi. Meni moramo pisati na ta način, moramo brati na ta način. Potem se povprašamo, zakaj pa ne mogli brati pa pisati tudi drugače? Ne? Je res, da potem ne moramo komunicirati pravilno, ne? Ampak če nekako začnemo razmišljati zunaj okvirjev, se tudi marsikatera druga stvar vidi popolnoma drugače. Ne? Kaj mi je pri knjigah zanimivo, je predvsem to, da je zmeraj zadaj pomembna vibracija. In številka, črka, vse to so dejansko vibracije. In postavljene na drugačen način formirajo drugačen zvok, se pravi je druga vibracija, ki v nas nekaj odpre ali pa ne, ali pa zablokira na koncu tudi lahko. Ne? In tukaj je potem razlika med dobro knjigo in med slabo knjigo. Dajmo roko na srce, vsaka ima 5 minut časa v tem cajtu napiše knjigo. To je res, ja. Ali pa gre na vikend potovanje, pa že napiše dejansko knjigo. Zadeve so ratale veliko bolj dostopne, se mi zdi, da vsem. Ampak najti dobro knjigo, tukaj je pa nekaj druga. Jaz pravim tako, ne, dobro knjigo je tista knjiga, ki je res brezpogojno napisana z ljubeznijo in iz srca. Kajti tista potem tudi nosila pravo vibracijo in tudi pravilno že začela sama knjiga vibrirati. Ne. Kajti knjige vibrirajo. Ja, vsaka stvar vibrira. Vendar knjige mogoče malo bolj, ker jih pišemo z emocijami, z čustvi in s temi stvarmi. Pomembno je, na kak način jo pišemo, oziroma s kakšnim namenom. Ne. Glih sem odprla nasu, vibriramo. Wow, neverjetno. Zelo se veselim tega branja, čeprav vidim, da se bom namatrala, pa da bom mogla malo obračati še naprej vsega ostalega. Kaj je tisto, kar se ti zdi, recimo, če pogledava kazalo, kaj je temelj vsega samoraziskovanja kot takega? Je to odpuščanje, ki sva ga že omenila? Ali je razumevanje česa drugega? Razumevanje tega, da vse, kar do danes
poznamo oziroma znamo, smo se nekako naučili, si upam trditi, da je napačno. Pomeni, da moramo prvo ta del oklestiti, pomeni ga zravnati in začeti na novo graditi. Pomeni, moramo začeti od začetka. Zato tudi konec knjige je, če pogledaš, Koliko stran? čista zadnja, Tale steber luči. ja, in potem naprej. Steber luči skozi oči v vodo. In to je moja pot. Se pravi, namenil si prostor tudi za samoraziskovanje. Tako je. Pomeni, vsak mora svojo pot napisati na svoj lastni način. Ne. Kajti mi danes, če gledamo tako, lahko beremo knjige od različnih ljudi, njihovo pot razumeva, njihovo duhovno pot. Ne. Vendar ljudje smo bolj umsko še vedno opredeljeni in potem pričakujemo nekako podobne stvari, da se nam tudi nam zgodile, ne. In pozabimo na svojo lastno pot. Ne. Tukaj pa glih moramo biti odprtega duha, da vidimo svoje lastne stvari, svojo lastno pot, po kateri gremo. Ne. Spet sem odprla na odpuščanje. Ne vem, mogoče se treba malo zamisliti na to poglavje. Absolutno se treba zamisliti. Zdi se mi, da enostavno se ne more zgoditi, da ti ena stvar ni namenjena, sinhroniciteta pač ne laže, ne, kot taka. In kar mi je recimo tudi zanimivo je, da ljudje, ki pravijo, nimam časa za knjige ali pa nimam časa za samo raziskovanje, čakaj malo, še vedno greš v kino, še vedno greš pit s prijatelji, pa še vedno počneš, ne vem, gledaš televizijo, pa poročila, pa ne vem, kaj še vse. Dejansko je samo igra prioritet. Tako je, časa je dovolj. Kaj je zdaj prioriteta ena v tvojem življenju? Kaj ti ustanovil si tudi Akademijo SU? Tako je, ustanovil sem akademijo, skozi katero želim nekako združiti slovenske zdravilce, motivatorje in vse te stvari, ki bodo nekako bolj množično začeli ozaveščati ljudi, da na tak kolektivni preboj, da se naredi tudi v Sloveniji, kar se nekako premika vedno hitreje. In skozi akademijo lih poskušam ljudem ponuditi več kvalitetnih informacij, kvalitetnih stvari na enem mestu. Kvaliteta je tista, ki je bistvenega pomena. Ja, tako je. Se v sklopu akademije tudi dogajajo verjetno različne aktivnosti, pa tudi tam lahko ljudje dobijo več informacij, kar se knjige tiče. Tako je, tam lahko dobijo več informacij glede knjige, potem odvijajo se razna gostovanja, od raznih zdravilcev do predavateljev, ne vem, Ema Kurent, astrologija, potem veliko segmentov, od tudi, ne vem, zvočnih sproščanj z tibetanskimi posodami enkrat na teden. Je veliko stvari, ki jih lahko najdejo. Ne? 30. april pa je tisti datum, od katerega dalje je na voljo torej ta knjiga, se pravi SU. Kje jo bomo lahko zasledili? Zdaj se lahko naroči v predprodaji, oziroma prednaročilo preko akademije, kasneje pa bo tudi šla normalno v prodajo, ker bo, mislim, da na marsikaterih policah dostopna. Se pravi, da lahko pridemo. Sicer pa, če iščeš, najdeš, oziroma če je namenjena, bo sama najdla pot. Tudi, če ne najdeš, oziroma če ne iščeš, te najde. Tako je. In to je tisto, kar je nadvse pomembno. Mi dovoliš, da preberem še eno misel iz te knjižice? Tole težko, a ne? Z ljubeznijo si odpuščam. Ob tem pa bodite pozorni na občutke v telesu. Kaj se dogaja? Kako se odzivate na to misel? Kaj za vas ta misel pomeni? Življenje v prepričanju, da smo sami in nepovezani z vsem okoli nas, nas je pripeljalo do tega, da smo pozabili odpuščati. Vendar odpuščanje ni to, da odpuščamo z miselnim procesom, temveč srcem. In da razumemo, kadar odpuščamo, da odpuščamo vsem in sebi, kar je vse eno. In dejstvo je, da smo povezani v celoto, da smo ena velika družina, ena enotnost, ki jo združuje ljubezen v nas samih. Najlepša hvala za tole darilo, hvala lepa za tole darilo Slovencem. V slovenskem jeziku je trenutno zadeva seveda na voljo, verjamem, da bo tudi v drugih jezikih, torej SU. In preverite tudi Facebook, kajti na Facebooku obstaja nagradna igra, kjer lahko dobite tole knjižico. Poleg tega pa tale teden tudi nova Klepetova nagradna igra za glavnike. Kot pa sem rekla, preverite tudi nagradno igro za tole čudovito knjižico SU. Hvala lepa.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.